Dragi gostje, vedno na naši prireditvi seveda vsaj na kratko ponovno poklepetamo z mesečnimi osebnostmi minulega leta. In zdaj bomo na odru najprej zaploskali osebnostim, ki so zaznamovale prvih 6 mesecev leta 2014, od januarja do junija. Na oder prihajajo, ob vašem aplauzu, Bojan Stante, Marko Strle, izvolite se cesti, Stanislav Rupne, Matej Mavrič-Ložič, Katja Pegan in Neva Zajc. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem. 8 za 6 mesecev. 90. Dobrodošli med nami. Leto 2014 nam je podarilo največ posebnosti doslej, bilo je izjemno radodarno, kajti v kar 3 mesecih smo imeli zmagovalne dvojice. In tu imam takole, zalepila sem si en plonk cegelc, izrezano glasovnico iz Primorskih novic. Ni važno, komu je namenjen glas, glasovala je ena gospa in je napisala: PS, kako leto hitro mine. A ni to lepo? Kako komunicirajo z nami naši poslušalci, bralci in gledalci? To leto se je seveda začelo januarja, kot vsako pred njim, in začelo se je z vašo zmago, gospod Bojan Stante, ki vas je kot direktorja Doma upokojencev v Novi Gorici bolelo srce, ko ste gledali, da presežki hrane, ko kdaj kosila iz različnih razlogov, seveda ostanejo, romajo v smeti. In ste začeli ukrepati in ste se začeli povezovati in vsak dan razdelite 20 do 30 kosil, morda tudi več, ljudem, ki so lačni. Do sedaj smo razdelili 14.000 brezplačnih obrokov. 14.000 v dobrem letu dni. Skupaj, moram reči, z pomočjo Dijaškega doma Nova Gorica, vrtec Nova Gorica in s pomočjo občine, ki financira, da imamo stabilno število obrokov. Kaj ste s tem pozivom in tudi dejanjem solidarnosti opazili? Opazil sem pravzaprav to, da je čedalje več ljudi, ki si je pogumno, da pride k nam. Zlasti v zimskih mesecih, verjetno, ko nimaš ogrevanja, je topel obrok hrane toliko bolj pomemben. In pravzaprav to, da tukaj govorimo o 2 kvalitetah. Eno je, da ljudje, ki nimajo, dobijo, in drugo je, da ustanove, ki smo v tej akciji, postajamo socialno občutljive, kar je zelo pomembno. Kar je dobro. Narava je v lanskem letu... Je še en drug prostor, super to, kar delate. Ampak je še en drug prostor, ki je zelo dobra hrana, bi bila za deliti, pa precej poceni. Ne vem, če ste kdaj jedel v parlamentu. Narava je v lanskem letu kar večkrat pokazala zelo številne obraze, nekajkrat zelo močno tudi zobe. Začelo se je februarja in takrat sta 2 pogumna moža, oba gasilstvu in prostovoljstvu predana praktično že od otroštva, zmagala v imenu tisočih, ki so pomagali. To sta Srečko Šestan, ki je poveljnik Državnega štaba civilne zaščite Slovenije, in Marko Simšič, ki je predsednik Gasilske zveze Postojne. Marko, kaj pravijo podatki in seveda kaj pravijo vaši spomini na številne intervencije lanskega leta, tudi na to februarsko? Ja, v lanskem letu smo gasilci Obalno-kraške in Severno-primorske regije opravili preko 2600 intervencij. K temu je treba prišteti še približno 1500 intervencij, kakor so posredovali naši poklicni kolegi iz Kopra, Sežane, Ajdovščine in Nove Gorice. Tako da številka je zares velika. Si bomo pa seveda leto 2014 zapomnili predvsem po dolgotrajnih in zahtevnih intervencijah. In ne morem mimo podatka, da smo prostovoljni gasilci Obalno-kraške regije samo na račun žledu in poplav opravili preko 60 000 prostovoljnih ur dela. Hvala lepa.
tolikokrat kot ste lani nastopali pred fotoaparati, pred kamerami in še kje, ne vem, če ste že kdaj prej, ampak zagotovo smo si vas zapomnili potem, kako ste vedno znali reči Bobu Bob. In to tudi tistim, ki včasih nimajo čistih ušes in slabo slišijo. Je kaj pomagalo? No, jaz upam, da bo v bodočnosti kaj pomagalo. Stvari se vsaj na papirju že kažejo. Vem, na kaj ste mislili, zato bom tudi konkretno govoril. Gre za program posebnih intervencijskih ukrepov na vodah v prvih 6 mesecih letošnjega leta, za katerega je vlada zagotovila 12 milijonov evrov, in pa za program normalnega, bom uporabil ta izraz, vzdrževanja teh vodotokov, za katerega je vlada tudi zagotovila 25 milijonov v letošnjem letu, kakor so tudi vodarji predvidevali, da bo ta sredstva potrebna. Tako da upam, da se bo to slišalo in da bo tudi trajalo, kajti situacija na naših vodotokih, pa tudi ne samo na vodotokih, tudi drugje, kar se tiče preventive, smo pač zaspali kot država, pa tudi Evropa je zaspala in se prebuja v zadnjih letih in upam, da bo to potrajalo. Hvala lepa, Boris. Ne, to je super, to, kar so oni naredili, to je herojsko delo, res. Se pa pogrešal, ker sem zadnjič dobil, gledal ta super koledar, ki ga ima naš predsednik republike, ki ima vse dela, ga nisem videl, v gasilski upravi in niti prežgledal, pa bi bilo fajn, ker je še kaj za spucem, to ni bilo kaj. Marko Skrle, ki sedi tule ob meni, je ravnatelj Centra za korekcijo sluha in govora v Portorožu in je resnično, tako kot smo zapisali tudi v časopis, ravnatelj, ki premika meje. Marca je povezal otroke s posebnimi potrebami in umetnike na projektu Art Down Up in stvari sali skupaj. Veliki in majhni otroci vseh starosti in spet enkrat skupaj rasli, tako kot bodo še kdaj in kot so tudi že mogoče v kakšni skupni gledališki predstavi, ki si jih je Marko zamislil, ko skupaj igrajo učenci in učitelji. Rasti skupaj, Marko. En zelo lep cilj. Lep cilj, ki ima od zadaj tudi realne želje, in to so želje, da lahko tiste osebe, ki ponovadi poznamo kot marginalizirane ali pa posebne potrebe, predstavimo čisto navadni, običajni luči, kot bi vsak od nas želel to biti. Na takšen način. Leto 2015 bo za vaš zavod, za vašo šolo izjemno praznično. V sveže pobeljeni stavbi, ki so jo nedavno pobelili številni slovenski peskarji dobrodelno, 85, to smo tudi spremljali po medijih, lepa gesta in lepa akcija, boste pripravili 7 močnih dogodkov za 7 desetletij. Eno spoštljivo jubilejno leto, ki nas v bistvu poziva, da se obrnemo v preteklost in pogledamo, kaj smo dosegli v teh 7 desetletjih in pa drzno pokukamo v prihodnost. Ampak, ko ste me prej vprašali in omenili neke cilje, enega sem si že zadal tudi v tem 2015. In to je? Ne bi rad več samo premikal meje, mogoče bi kakšno tudi ukinil. Hvala lepa. Ob meni, na moji levi, je primarij Stanislav Mahne, ki je zdravnik. Je upokojen le na papirju, saj je zdravnik zavedno. Je pobudnik in nosilec ambulante Pro Bono v Kopru. Med nami je namreč vse več ljudi, ki so brez zdravstvenega zavarovanja, zato svoje znanje in ljubezen do ljudi udejanja še naprej z ekipo prav tako prostovoljcev različnih strok enkrat na teden. Vsak torek od aprila, gospod Mahne, prihajajo k vam pacienti, ki resnično ne morejo nikamor drugam in vi sprejmete vse. Tako je. Gre za ambulanto, ki sprejema paciente brez zdravstvenega zavarovanja. Moram reči, da smo bili v dilemah, kako je, koliko je teh ljudi, ali so prisotni na obali ali niso, ampak po izkušnjah iz Ljubljanske podobne ambulante smo se tega lotili ob razumevanju nekaterih ljudi, posebno pa zdravstvenega doma Koper. Rekel bi, da so naše izkušnje, torej začeli smo brez nekih velikih besed in velikih pričakovanj. Je pa zanimivo to, da prihajajo k nam ljudje vedno znova in znova, da se je ta ambulanta prijela
Kar je zanimivo je to, da smo pričakovali predvsem brezdomce, ljudi res iz socialnega dna, vendar moram reči, da večina ni takih. Večina so ljudje, ki so propadli obrtniki, ki so izgubili delo, propadli podjetniki, teh je še največ. In to so čisto običajni, vsakdanji domači ljudje tukaj, ki živijo med nami. In uvedba ambulante je bila torej še kako smiselna? Mislim, da je bila smiselna, da se to kaže. Lahko sprašam, kakšno je število teh ljudi, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja? Tako, približno se lahko to... pravzaprav še zdaj ne vemo, na obali se po nekih izračunih naj bi bilo nekaj čez 50 brezdomcev, ljudi brez zavarovanja. Torej, treba je pa reči to, da večina teh ljudi ima na papirju zavarovanje pri ZZZS, vendar jim pravice propadejo oziroma se jim črtajo, če ne plačajo vseh prispevkov kot recimo podjetniki. Tako da ima na papirju vse v redu, v resnici pa, ko pride k zdravniku, takne tisto kartico, sestra noter, reče, ne deluje, vi niste zavarovani in to je velik šok za ljudi. Moram reči, in jaz mislim, da jih je zelo, kar precej, verjetno jih je na obali morda par 100, vendar mislim, da se mnogi od njih recimo ne spravijo, se ne upajo, ne prideti k nam. Narodno je enostavno. Mesec maj je spet prinesel dvojno zmago, ki smo ji rekli veliko srce za malo nogico. Tu je zbral cvet znanih imen z področja športa in zabave in tudi s tistim tam zbranim finančnim. Lep pozdrav sem skupaj iz Floride. Rene je bil operiran, tako da je njegova nogica zdaj dolga, ravna, lepa. To naše zdravljenje se približuje koncu in vse skupaj je potekalo res neverjetno lepo, enostavno, brez težav. Rene je to prenašal res ponosno, pogumno in jaz se vam vsem zahvaljujem za vso pomoč, vso podporo, ki nam je ogromno pomenila ves ta čas. Brez vas nam to ne bi uspelo. Hvala še enkrat in lep pozdrav. Tako nas je pripravila Anica Amela. Zdaj Mavrič, vi pa ste tu. Usoda vas je z Amelo povezala v zgodbi, ki je samo na začetku izgledala tragična, zdaj pa je optimistična. Videla sem na družabnem omrežju posnetek, ko mali Rene tako rekoč brca žogico. Tako je, predvsem pa smo najbolj zadovoljni s tem, da bo lahko Rene eden nas vseh, ki lahko normalno živimo to življenje in ne bo eden tistih, ki nekako imajo en deficit in predvsem sem pa jaz zadovoljen s tem, da smo nogometaši pokazali, da nismo samo dobri takrat, ko stojimo skupaj na igrišču, ko smo to pokazali v Afriki, ampak tudi takrat, ko je treba pomagati. Vaša nogometna kariera vas je vodila po svetu, v kar veliko državah ste igrali. Dragulj vaše zgodbe je 37 tekem za člansko reprezentanco Slovenije. Nogomet je bil dolga leta vaše življenje. Kaj pa potem, ko je poslovilna tekma za vami? Ja, nažalost se je zgodilo to, kar si noben nogometaš ne želi, se pravi prišlo do poškodbe, po kateri nisem mogel več nadaljevati z nogometom in enostavno ven z nogometa je zelo težko, tako da ostajam v teh vodah. Sedaj opravljam delo športnega direktora v nogometnem klubu Koper in jaz upam, da bom ostal tukaj, kajti tudi tukaj se najboljše počutim. Boris, ti igraš nogomet? Jaz? Ja, oprosti, če sem te zmotila. Jaz igram vse, kar češ. Jaz sem zelo fizičen človek, recimo me zelo privlači šah. To je taka fizična igra. Tudi tarok, tam je treba že malo bolj migati, ker je treba le stegovati precej rok. In pri vseh teh igrah, ki igram, me je vedno, sem tudi jaz imel poškodbo, in sicer rame in tega, to gesno, to enkrat zašteka. Katja Tegan, direktorica gledališča Koper in Neva Zajc, novinarka in predsednica društva Primorski poletni festival, sta 20. rojstni dan Primorskega poletnega festivala
junija lani spet združili moči. Kulturno delovišče, ne morem reči drugače, ki je v 20 letih na 77 prizoriščih, večinoma pod milim nebom, ampak ne samo pod streho neba, rodilo preko 500 predstav, je za 20. rojstni dan spet žuborelo. Ta beseda žuborelo neva mi je všeč. Sploh, če pomislim, da smo za festival velikokrat rekli, da so bili vaši začetki dobesedno velikski. Spomnim se, da si ti uporabila ta izraz. Bili so seveda vzponi, bili so padci, ampak 75,000 obiskovalcev. To je ena taka res impresivna številka, ki pokaže lakoto po dobri predstavi. Ja, res je. Prva leta, kar veliko let smo nahranili z obilnimi poletji veliko število ljudi. Na te številke smo seveda zelo, zelo ponosni. Iz teh številk se je namreč rodilo izjemno zahtevno in dobro občinstvo, ki je potem z veseljem vstopilo v novo gledališče, s katerim pa se je začela šteti nova doba in seveda novo štetje in nove številke, ki se seveda veljajo še danes in štejejo danes. Takrat smo izpolnili veliko sanj in mogoče smo bili srečna generacija, ne Katja, ki nam je to uspelo, danes je to mogoče veliko težje, tako kot je nam težje ohranjati ta tempo. Povedala bi pa še to, da je bil tisti čas tudi neizmerno naklonjen oživljanju starih mestnih jeder, kar je festival zelo, zelo zgledno počel in je tako opustele trge, ulice in tudi zgradbe, ki so jih pozneje obnovili, spravil v gibanje, pokazal, kaj je z njimi mogoče in vanje naselil predstave. Tudi na to smo ponosni in če omenim samo dva primera. Piransko gledališče smo naselili zadnji pred prenovo, prav tako pa tudi Pretorsko palačo in vse palače na Titovem trgu, ki so bile kasneje prenovljene. Res smo ponosni na to, tako kot na številke, ki si jih omenila. Katja, lakota, o kateri smo danes na tem odru poslušali, je lahko zelo dobesedna. Lakota po kulturi je drugačna, ampak gledališče vsem nam vrača dostojanstvo, pa naj bo pod streho ali naj bo pod milim nebom. Gledališče ima eno nalogo, in sicer, da reflektira čas, v katerem pač ljudje živimo, ker si je tudi nastalo, vse tako kot nam, recimo temu naša zavest evropska seže v stari Grčiji, ker je bilo to možno. V Atenah, ampak istočasno z Atenami, ki so, mislim, da Atene vsi poznajo v stari Grčiji, ki so razvijale umetnost in refleksijo in znanost in so invalidnim otrokom omogočale, da iz njih nastanejo veliki pesniki. Tako so istočasno v Šparti gojili vojake, izredno izurjene, še danes poznamo to špartansko disciplino, hkrati pa so tudi otroke, ki so bili poškodovani, metali čez obzidja. Jaz si take Atene želim za našo Primorsko in mislim, da bo refleksija časa samo v takšnem sistemu, v takšnem spoštovanju in toleranci mogoča. Boris? Ja, jaz tudi mislim, da so minila tista leta, ko smo uživali v starih mestih jedrih. Hočem jaz, da uživamo bistveno manj. In človeka kar malo stiste, ko greš malo po Sloveniji in si upam trditi, da razen Ljubljane, ki je pač veliko in privablja tudi veliko tujcev, da tako hitro zamirajo ta jedra in zamirajo seveda tudi kulturno, vse se je odselilo tam nekam daleč v razne trgovske centre. Tako da pozdravljam to zadevo in jaz upam, da je boste sprejeli. Je pa, veste, treba menjati, po mojem mnenju, tudi mentaliteto tistih, ki nam vladajo, ki imajo kulturo v glavi in jo omenjajo samo takrat, kadar jo rabijo. Takrat, kadar jo rabijo, smo ponavadi zelo... Takrat se vsi spomnijo Trubarja, vsi se spomnijo osamosvojitve, kako so kulturniki stali za tem. Če pa kulturnik vpraša 5 centov od celote, rečejo, ki so ustvarili svojo to današnjo klimo, da smo neke navadne pijavke. To zapravo, da se samo denar, ki ga ljudje res zaslužijo, mi pa tle se samo brez veze ta denar in sploh zakaj smo
To je ta hinavščina države. Tako smo našim osebnostim od januarja do junija vabljeni, da ostanete, rekli tudi večer, malo povesti